Ampak za začetek gremo na globalno raven in ob tej priložnosti pozdravljam gospoda Rilija Lapalainena, ki prihaja k nam iz Finske, od tam se priklaplja, sicer pa on deluje globalno po vsem svetu že celo svoje življenje. Deluje tako na ravni politike, stroke, tudi prakse. Razvil se je iz skavta v strokovnjaka, pa tudi nosilca politike v določenih trenutkih. Tako da on je ves prepojen s to problematiko in verjetno ni naključje zaradi vsega tega, da je soustanovitelj oziroma ustanovitelj in tudi predsedujoči oziroma vodeči mreže Bridge 47, o kateri nam bo v nadaljevanju tudi spregovoril. Really, the floor is yours. Hvala lepa za prijazno povabilo in vesel sem, da sem lahko z vami, ne osebno, ampak na srečo imamo to tehnologijo, ki nam res pomaga, da se lahko povežemo. Hvala za povabilo. Rad bi podelil svoj ekran, da vidim, če bo uspelo, da mi lahko sledite. Bolje. To je klasičen položaj, ki se vedno zgodi, ko se takole povezujemo. Tukaj. Upam, da zdaj lahko vidite. Ja. Ja, super. Hvala lepa vsem za povabilo. In kot sem že slišal, sem Rili Lapalainen, sem ustanovitelj Bridge 27. To je globalna mreža, ki smo jo zgradili za ljudi, ki delajo z izobraževanjem, ki temelji na vrednostih. Ljudje po svetu, tako kot Sloga, naši dragi prijatelji v Sloveniji, iščemo načine, kako lahko uporabimo načrt za trajnostni razvoj tudi za izobraževanje. In naš fokus je eden od ciljev te agende, ki se osredotoča na cilj 4,7, ki prvič v človeški zgodovini prepoznava vseživljenjsko učenje, izobraževanje in tudi delo, ki ga opravlja civilna družba po svetu. Skupaj z roko z organizacijami formalnega izobraževanja. Gre za sodelovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem. In vključen sem bil za lobiranje, da smo sploh sprejeli ta cilj v agendo in prepričan sem, da je to tudi potrdilo izjemnega dela civilne družbe, ki ga je opravila že v stotinah let. In da bomo to uporabili tudi za politični okvir in orodje, zato da lahko izvajamo to, v kar verjamemo kot učitelji, kot izobraževalci. Imamo približno 1000 ljudi po svetu, predstavljamo različne dejavnike, prostovoljce, posameznike, ki so strastno povezani z vrstniškim učenjem, učenjem medijev, različnimi vrstami učenja in poučevanja, tudi kolegi, ki delajo kot raziskovalci, učitelji v inštitucijah, v nevladnih organizacijah, so politiki, različni posamezniki, ki verjamejo, da se lahko učimo skozi mreženje in da jim lahko organiziramo tudi skupne pobude za uresničitev tega cilja 4,7, da bo to res orodje za spremembo v svetu. In mislim, da smo dolgo časa razmišljali, da moramo otroke poslati v šolo in ko pridejo iz šole, pridejo opremljeni z vsem znanjem za resnično življenje, da dobijo vse, kar potrebujejo. In šola je potrebna, ampak to ni cela zgodba. Razumeti moramo izzive, ki se dogajajo okrog nas. In zato je ta cilj 4,7 revolucija.
ker gre za razumevanje, da formalno izobraževanje igra pomembno vlogo, prav tako pa potrebujemo tudi drugo mašinerijo, da kolektivno lahko opremimo ljudi zato, da bodo bolj odgovorni in bodo sami našli način, kako so lahko učinkoviti v svojem okolju in kaj lahko naredijo za vesolje, v katerem živimo. 4,7 je cilj, ki prvič prepoznava izobraževanje na osnovi vrednot in ključno je, da začenjamo iz predpostavke, da smo vsi učenci, da se vsi učimo celo življenje in da moramo razumeti, kakšne so naše sposobnosti in zmožnosti, da se lahko nenehno učimo, razvijamo svoje spretnosti. In to je zelo pomembno tudi v smislu pobude Združenih narodov, ki ima pomembno vlogo, da so platforma za članice, ki pridejo skupaj in združijo globalno znanje v tem, kam naprej. In celoten izobraževanje v globalni zgodovini je imelo z vidika UNESCO pomembno vlogo, da spodbujamo razvoj izobraževanja, kulture in UNESCO zasleduje pristop preobrazbe izobraževanja. To je revolucionarno. UNESCO ni najbolj moderna organizacija, ampak tu pa mislim, da so res naredili velik korak naprej, da skušajo razmišljati drugače, kako bi lahko sodelovali za to, da odpiramo prostor za vse dejavnike, da se odgovorno vključujejo v izobraževanje. In govorimo veliko o skupnem občutku človečnosti, spoštovanju raznolikosti, solidarnosti in to je zanimiv položaj, ker številni izmed nas lahko razmišljamo o solidarnosti, kot je nekaj iz 70-ih, nekaj že preživetega, ampak danes poslušal sem Generalno skupščino Združenih narodov, ko so se na srečanju vodij držav pogovarjali v New Yorku o solidarnosti, ki je nova, spet hip beseda. Tudi generalni sekretar spet govori o solidarnosti in mislim, da ima prav in da je čas, da spet govorimo o solidarnosti in da pogledamo okoliščine, v katerih skupaj živimo v globalni vasi. Potrebujemo solidarnost in občutke v našem osebnem obnašanju. Moramo začeti na individualni ravni in razvijati celoten potencial posameznikov, da razvijamo vsak svojo solidarnost. To je zelo pomembno. Ampak z vidika UNESCO je tudi zelo pomembno, da imamo različne vidike, ki jih moramo upoštevati, ko govorimo o filozofiji izobraževanja. En od stebrov, ki ga potrebujemo, je razvoj miru, kultura gradnja miru. To je osnovni gradik, mir. Iščemo načine, kako se lahko lepše, bolje obnašamo drug do drugega, kako razvijamo mir in pri tem je izobraževanje ključno orodje. Ni treba, da imamo položaj tako kot v Afganistanu, ampak da razvijamo mir tudi v bolj mirnih okoliščinah in okoljih. Pri vsakodnevnem življenju, ko imamo male konflikte v družinah, na delovnem mestu, tudi tu potrebujemo razvijati mir.
Naslednja točka je razvoj pravične družbe in upoštevati moramo eno od načel agende 2030, da nihče ne ostaja zadaj, da nikogar ne puščamo za seboj, da upoštevamo najšibkejši člen, da upoštevamo najšibkejše člene družbe, kako mirna, enakopravna je družba, da se vsi lahko počutimo, da smo slišani, da lahko prispevamo in sodelujemo. In tretji steber je gradnja mostov in socialne kohezije. In tu moramo graditi mostove med različnimi dejavniki, socialno kohezijo in povezanost, in na tej osnovi razvijamo lahko nekaj novega. To je skupnostno učenje in razvoj tega, kar jaz kot posameznik počnem. To so ključne točke z vidika UNESCO in vse države članice UNESCO to prenašajo v svojo nacionalno okolje, In to je ena od motivacij za naš most 47, za Bridge 47, da združujemo različne dejavnike, civilno družbo, raziskovalce, politike, nevladne organizacije, odpiramo prostor, kjer se ljudje lahko združujejo, srečujejo in na osnovi skupnega dela iščemo skupne rešitve, kako lahko najdemo rešitve, ne samo, kaj bi morali narediti, da drugim nalagamo, ampak da sami odkrivamo, kaj lahko mi naredimo skupaj, najdemo skupne rešitve in načine razvoja. Da vidim, če lahko vidimo video, 2-minutni video, pa upam, da bo dobro delovalo. To je eden od primerov, kako delujemo skupaj. In kako pripravljamo načrt za 4,7 cilj in kako ga lahko izvajamo v Evropi. Upam, da bomo lahko to videli in slišali, če bo le šlo. In November 2019, experts from across different countries, sectors and backgrounds were brought together by the Bridge 47 network in order to pool their insights and co-create a series of policy recommendations, setting out a pathway for Europe to achieve Sustainable Development Goal Target 4.7 and support the type of transformative education Target 4.7 describes. The Envision 4.7 roadmap was born out of this collective approach. Threaded throughout the document is the belief that we need transformative education to support systemic critical thinking and adapt our ways of relating to each other and the world around us, in order to understand the interrelated and complex nature of the global problems we face, seeing the bigger picture even when it isn't always as it seems, allowing us to rethink and reimagine our way forward. The ability to think in this way is key if Europe is to achieve its educational vision, its green ambitions, and if we are to unlock the chance of a more just and sustainable world for ourselves and others. The 6 different strands of the roadmap lay the foundations for next steps. Their recommendations traverse the need for an inclusive approach between all types of transformative education and emphasize the importance of formal, non-formal and informal education across all ages and stages of life. They outline the value of cross-sectoral cooperation and the kind of competencies or skills needed to deal with uncertain times ahead. The roadmap looks at the resources and resourcing needed to make Target 4.7 a reality, and the indicators to measure and monitor progress. The culmination of years of collective expertise of attendees, of learning and unlearning, the Envision 4.7 roadmap advocates that now is the time to turn the page, to set our ways of thinking, our ways of doing, our ways of being on a different path. Be part of that story.
Lahko smo videli video zelo dobro in upam, da ste si lahko predstavljali, kako načrtujemo. 200 ljudi se je združilo za 2 dni v vaji skupnega učenja in soustvarjanja in pripravili smo ta načrt. To pot, ki se osredotoča na 6 področij. Odkrili smo, da so to ključna področja, kjer Evropska unija, kjer bi morala, osredotočamo se trenutno na Evropsko unijo, kjer imamo vlogo, da porinemo naprej te vidike in da je to primer, ki bi lahko opogumil tudi posamezne države članice, da sprejmejo tak pristop, tak postopek. Tako da imamo širše razumevanje izobraževanja, ki ga potrebujemo v modernem času in ga izvajamo in uvajamo na nacionalni ravni. Nekaj primerov tega, kar lahko omenim, je naprimer na nivoju Evropske unije imamo izobraževalno področje kot politično prioritetno področje in tu imamo tudi načrt za evropsko izobraževalno področje. Tu smo zelo zadovoljni, da smo stvari preoblikovali in to je lep primer uspešnega delovanja. Drugi primer so zelene kompetence, ko razvijamo izobraževalne spretnosti za globalne državljane, kaj morajo ljudje vedeti, poznati in razvijati pri svojih spretnostih. Prav tako delujemo na globalni ravni in eno od delovnih področij so trenutno kazalniki, ki jih potrebujemo za merjenje našega delovanja in uspeha in na nivoju UNESCO je težko najti kazalce izobraževanja in to skupaj razvijamo z UNESCO. Ampak naš skupen cilj pa je, da tudi na evropski ravni verjamemo, da bi bilo dobro, da imamo panevropsko strategijo za ta cilj 4,7, da preoblikujemo naše razmišljanje, da staro razmišljanje in staro izobraževanje ni več dovolj, da potrebujemo bolj holistične, celostne strategije, ki so del podobnih strategij, ker prepričan sem, da to, kako se ljudje obnašamo, vpliva tudi na politike, ki jih izvajamo in vpliva tudi na to, kakšne politike in spremembe potrebujemo v prihodnje. In spreminjati moramo naše delovanje. S temi besedami bom odprl prostor za komentarje, za vprašanje, ampak tu bi se vam zahvalil za povabilo in za pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Če bi bili skupaj v isti sobi, bi dobil aplavz, prepričana sem, ker si nam povedal veliko novih stvari, ampak potrdil si naše prepričanje, da je izobraževanje ključno, posebej za področje trajnostnega razvoja. Prav tako bi rada rekla, da ker sodelujemo s Slogo zdaj že več let, posebej pri spodbujanju zavedanja smo določene besede morali prevajati in Patricija nas bolje razume, ko govorimo o globalnih državljanih, da vsi govorimo in mislimo o istih stvarih. Ko pa pridemo na terminologijo, ki jo danes uporabljamo pri politikah, ko nikogar ne puščamo za sabo, ali odpornost, ali solidarnost, takrat pa sem sama zelo previdna, ker to mogoče pomeni, da o tem govorimo, ne pa, da o tem samo govorimo, ne pa, da to tudi udejanjamo. Hvala, da ste razširili naše razumevanje. Videla sem, da imamo nekaj dvignjenih rok, tako da lahko sprejmemo nekaj vprašanj in komentarjev. Albin?
Did I see the right hand up? Moje je bil Albin, aplavz. did you raise your hand? Applause, Yes, okay. I was applauding, Albin so applauded. Okay. applauding. So really, V if you redu. can stay with us for another Tako hour da, or če so, lahko it would z nami be very ostanete nice še because, uro ali dve, bi now bilo we to are res going to lepo. introduce our Kajti zdaj policy bomo level, predstavili aspects našo and also some politično practice, raven, and the naš latter is vidik especially in interesting for tudi you, maybe. nekaj About policy izkušenj you iz hear prakse, every day, ki bo but, za vas practice in zanimiva. Slovenia might be similar to the Finnish one or In not. mogoče Let's so see. nekatere slovenske prakse podobne finskim ali pa ne.